Dober večer vam voščim in dobrodošli v naši družbi, v kateri bomo nocoj govorili predvsem o gibanju, pomenu gibanja, ter o tem, kaj storiti, ko nam je le to otežkočeno. Z nami je strokovnjak za to področje, ki ste ga že zelo dobro vajeni, to je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer. Dober večer. Dobrodošli. Začela bova optimistično. In sicer o tem, da je gibanje pravzaprav osnova za vse, kar počnemo in predvsem za naše dobro zdravstveno stanje, pa tudi počutje. Ja, res je. Gibanje, narejeni smo za gibanje, to je recimo ena taka čista življenjska osnovna zadeva, ki je stara, odkar vemo zase, a ne. Je pa še nekaj se je zgodilo, to smo mogoče tudi že povedali. Torej, zgodilo se je to, da je strokovni vrh v Sloveniji ne tako dolgo tega gibanje opredelil kot zdravilo. In jaz to z velikim veseljem pripovedujem, ker je le prilika, ker to pomeni, da je to, za kar smo mi narejeni in kar je za nas zelo pomembno, zdaj v eni drugi vlogi, istočasno je pa dostopno vsem. Se strinjate? Vsem, čisto vsem. Seveda je pa najbolj primerno to, če se malo o tem nekako, kako naj rečem, zamislimo, si naredimo čisto en tak svoj zasebni načrt, premislek in potem lepo sistematično to vzdržujemo, gojimo, a ne, in smo potem deležni tega vpliva, ki ga gibanje, a ne, kot ste rekla, na zdravstveno stanje nedvomno ima, a ne. In to ne glede na spol, ne glede na starost, ne glede na zdravstveno stanje. Tudi ne glede na zdravstveno stanje, pravzaprav je zdajle tudi pri vseh boleznih, a ne, to en tak nasvet, ki se ga vedno pritakne zraven. Zakaj? Ja, ker je zdravilo in ker pomaga. Seveda pa mora biti to prilagojeno, a ne, prilagojeno. Tako da... Kaj pa se zgodi v primeru, ko nam je gibanje oteženo in ko se začnejo pojavljati prve težave? Ja, torej, če je gibanje tako zelo dobrodošlo, tako zelo pomembno, se je seveda takoj smiselno vprašati, a ne, kaj pa je tisto, kar nam to gibanje, a ne, najbolj otežkoča, a ne, kaj ga najbolj zavira, a ne, katera je ta bolezen in tako naprej. No, tu smo pa že itak pri bolezni takoj, a ne, o kateri smo velikokrat govorili, ampak pač kaže, da je treba to ponavljati, a ne. To je bolezen naših sklepov, to je bolezen, ki se imenuje osteoartritis, osteoartroza. To je bolezen, ki je med nami zelo razširjena, tako v srednjih letih, kot zlasti v tretjem življenjskem obdobju. Slej ko prej se potrjujejo ti odstotki, ki jih mi tukaj predstavljamo, a ne, da recimo od 25 do 65 leta je tu nekje 12% ljudi zapopadenih, prizadetih, se jim osteoartroza razvija. Potem kasneje v tretjem življenjskem obdobju pa odstotek skoči, a ne. 3/4 recimo ljudi, a ne, je prizadetih, a ne, stare mame, pa stari ateji, pa strici, pa tete in tako naprej, ki so v tem obdobju, mogoče pa tudi recimo tisti, ki se malo mlajše počutijo, ampak vsi so na tem, a ne, da se jih osteoartroza loteva in jim pomalem, a ne, odščiplje, a ne, možnost za gibanje, ki pa je zelo pomembno, a ne. Tako da, to je to, a ne. In zdaj tukaj, a ne, ko imamo toliko, med nami tega je zgodb je veliko, primeri so brez števila, tako rekoč, a ne. In tudi mi, ki se s tem ukvarjamo, a ne, ne mine
teden lahko mirno rečem, da nimamo nekaj takšnih klicev. Ne. Tudi brez pretiravanja bi lahko rekel, ne mine dan, da nas nekdo ne pokliče in nas na to temo začne nekaj spraševati. Ne. In se vedno izkaže, da kljub temu, da se mi že 16 let, veste, intenzivno ukvarjamo v MIC Mengeša z to problematiko, z osteoartrozo, z zdravljenjem osteoartroze, z našim glukozaminom Farmanord, ki je direktno zdravilo proti tej osteoartrozi. Še vedno so ljudje, ki te informacije nimajo dovolj in ker je nimajo dovolj, potem so prikrajšani, veste. So prikrajšani, doživljajo težave, ki, če bi bili informirani, bi se jim lahko izogibali, izognili in živeli bolje. Ne. En tak primer se nam je prav pred nekaj dnevi zgodil. No, sem vas želela pobarati, če nam zaupate kakšno recimo aktualno tedensko izkušnjo. No, torej kot rečeno, prihaja mi nekako en tak najbolj svež primer. Pred nekaj dnevi nas je poklicala gospa, v 3. življenjskem obdobju sta oba z možem. Moža sicer ni bilo doma, je ona sama klicala, ampak je bila v posebnem stanju. V posebnem stanju, to se je videlo, veste, ko recimo imaš toliko in toliko leta in leta, pa že nekaj desetletij razgovore z ljudmi, čutiš, kako se nekdo na drugi strani te telefonske linije počuti. In jaz sem prav slišal, kako je ona v posebnem stanju, da ji ni vseeno to, kar zdaj pripoveduje, in je pripovedovala, kako je z možem. Mož, v 3. življenjskem obdobju, in pravi, da zdaj zadnjih 10 let, da ima težave, sklepi, bolečina v sklepih. In tudi potrjeno to, recimo diagnozo obraba hrustanca in tako naprej. Vendar bil je deležen recimo te protibolečinske terapije, ki jo je on pridno izvajal. Pridno jo je izvajal, pravi, priden je bil, reden je bil, smo natančni, skrbimo za to in tako naprej, pravi, ampak iz leta v leto so se stvari, kar se tiče bolečin, slabšale. Jemal je protibolečinska zdravila, bolečine so se vračale in so bile večje. Mi smo to tukaj že povedali, ampak vidite, zgodbe kar same pridejo k nama, in je treba zdaj spet to ponavljati. In gospoda je torej doživljal čedalje večje bolečine. Tako da to recimo, kar je zadnje mesece, pa mogoče zadnje leto pa pol prejemal, to so bila že zelo močna protibolečinska zdravila. Kjer so recimo prijele, so torej bolečino za en določen čas, za nekaj dni obvladale, ampak istočasno, ker so to bila zelo močna zdravila, so imela tudi tako imenovane neželene učinke. Ona je rekla, ja, zdaj ima težave tudi z želodcem, ki jih prej ni bilo. Zdaj zadnje čase ima bolečine v želodcu. In zdaj potem je treba tudi tukaj pač nekaj zdravila jemati, ampak to smo že večkrat povedali, da pač jemlješ zdravila proti bolečinam, v kolenu, v kolku. Tukaj v tem primeru je šlo predvsem za kolena in za kolk, za obe koleni in za kolk. Se pravi, zdraviš to bolečino, potem kar na lepem čez čas se ti pa pridruži še ena bolečina. In to je ta bolečina v želodcu. In se strinjate, to recimo, tole hranjenje, to je osnova kvalitetnega življenja. In zdaj, ko imaš poleg gibanja moteno še to, se ti stopnjuje pač prizadetost, neprijetno počutje in tako naprej. No in zdaj, ker se je obraba hrustanca razvijala, naprej se je širila,
pravi, ja, zdaj zadnje tedne, a ne, pa mogoče še malo več, je pa tudi spanje postalo moteno. Tako da, in jaz jo razumem, mislim, seveda je za razumeti recimo gospo, a ne, ki tukaj se počuti res neprijetno, nelagodno in tako naprej in to je bilo slišati iz njenega glasu, a ne, in tako dalje, ne. No, sem to vse v nekaj minutah vse pač dobil, to informacijo, ne. No, in prva stvar, potem sem jo vprašal, a ne, vse si predstavljate, kaj sem jo vprašal, a ne. Ne, vprašal sem... Če je slišala za vaš izdelek. Tako. Če je slišala za zdravilo glukozamin, a ne. Če je slišala za glukozamin, a ne. No, in to je pa zdaj tisto, kar je dano dejstvo, ne. Ona je rekla, ja, da ima to, da je to ni neznano, vendar da je pa dobila tudi komentarje, ki niso bili naklonjeni glukozamin, ne. Tako, to je zdaj to. In to se dogaja. In tudi zdaj, ko se midva pogovarjava, recimo v tem dnevu, verjetno se je to tudi na enih par koncih zgodilo, ne. In to je stvar, ki se pač dogaja. Tako je, ne. Vse to smo se že večkrat pogovarjali. V naši stroki, v medicini, a ne, ni strokovne monolitnosti, enovitosti. Specialistično mnenje je lahko za en problem takšno, a ne, recimo, da je nekdo kot specialist, ortoped, naklonjen glukozaminu, ne, to, in obratno, da pač iz različnih vzgibov, iz različnih razlogov, tudi iz prepričanja, lahko iz svojih izkušenj ali pa karkoli že je, a ne, temu ni naklonjen in potem te komentarje posreduje, recimo ta gospa je bila deležnega takšnega komentarja za glukozamin. Pričemer pa, recimo, če vzamemo dobesedno, ne, pa če, kakor poznamo, mislim, mi tukaj zdaj že se pogovarjamo, mi smo poznavalci, mislim tudi na gledalke in gledalce, ki nas recimo že poznajo, vedo, da so tudi glukozamini, so glukozamini, za katere to, kar recimo specialisti pravijo, da jim niso naklonjeni, a ne, kar vzdrži, ne. To so glukozamini, prehranska dopolnila. In zdaj, če nekdo nekako pod vplivom predvsem teh informacij o glukozaminih za prehranska dopolnila, dovolimo to možnost, potem ima prav. Potem pa, če je recimo imel v mislih samo glukozamine, prehranska dopolnila in je tako recimo tej gospe, ki nas je poklicala, razlagal, ne, potem to drži. Samo mi zdaj vemo, a ne, da so tudi glukozamini, ki so zdravila. To je recimo glukozamin Pharma-Nord, ki je zdravilo. In tukaj je zgodba povsem drugačna. In seveda gospa te razlike, a ne, med glukozaminom zdravilom in med glukozaminom, ki je prehransko dopolnila, te razlike ona ni poznala. In sem se seveda potrudil in ji lepo, čisto, po domače razložil. Pa dajva še ponovite enkrat za najine gledalce, ki so morda danes prvič z nami, recimo. Ja, torej, pri glukozaminih, ki jih imamo na sceni v Sloveniji, pa rečemo to, da na zdravstveni sceni, a ne, torej so prisotni glukozamini, ki so prehranska dopolnila, in so prisotni glukozamini, ki jih je Državna komisija registrirala kot zdravila. In zdaj tukaj, a ne, kako delujejo eni, kako delujejo drugi, je seveda zelo pomembna razlika. Če je glukozamin pridobil status zdravila, potem je očitno zmožen zdravljenja obrabe hrustanca, zdravljenja bolezni osteoartroze. To pomeni, da pride do vzroka za bolezen. In to sem tudi gospe, sem se fajn potrudil in je razložil, ne, da vsaka bolezen ima vzrok in ima svoje posledice. Pri obrabi hrustanca je vzrok obraba hrustanca, se pravi stanjšan hrustanec, razpokan hrustanec, rahlo zdrobljen in tako naprej.
to je vzrok, posledice so pa pokanje, manjša gibljivost, vnetje in boleči občutki oziroma bolečine. Se pravi, in je ona potem sama nekako prihaja do zaključka, ja, a potem smo mi samo posledice zdravili. Sem rekel, ja, vi ste zdravili samo posledice, se pravi, na bolečino ste vplivali, vaš mož je 10 let jemal pridno protibolečinska zdravila, bolezen se mu je pa širila. In ker se mu je bolezen širila, je postajala bolečina čedalje večja. Ne? In glukozamini, prehranska dopolnila, ne, ki jih Državna komisija za zdravila ni potrdila, zaradi svoje sestave ne zmorejo zdravljenja. Vplivajo samo toliko, da umilijo težave, da zmanjšajo recimo vse te znake, vse te posledice, tudi bolečino zmanjšajo, tudi nekaj malega popravijo gibljivost, tudi recimo vnetje se zmanjša in tako naprej. In zdaj, ko se ljudje poslužujejo, ona se ni posluževala glukozamina, ne? Ni. Ampak samo zdaj razlagamo, kakšna je razlika med glukozamini zdravili in glukozamini, ki so prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila, kot rečeno, ne morejo zdraviti, omilijo težave, zdravijo ne. In si v bistvu na istem, kot če jemlješ recimo protibolečinska zdravila. Bolezen se širi naprej. In potem seveda, ne, v čem je rešitev? To je smiselno, veste. Smiselno je tudi recimo zdaj ponavljati. Ne. Kdo nas recimo prvič gleda, smiselno je recimo čisto tako po eni zdravi kmečki pameti povedati. Ko imaš bolezen, pa ko imaš zdravilo, ki ga je Državna komisija registrirala, ne, se pravi, da je vse uradno, vse preverjeno in tako naprej, to dvoje spada skupaj. A ne? No in potem sem še mečken dodal, kakšne uspehe imamo s tem zdravljenjem, ne, da je to potrjeno zdravljenje, da je to verificirano zdravljenje, da ga podpira Svetovna zdravstvena organizacija, da ga podpira glavni svetovni center za bolezni gibal in tako dalje in tako naprej. In se mi je svetoval, ne, da naj mož čim prej oziroma takoj, brez odlašanja, začne z jemanjem zdravila glukozamin Pharma Nord. In torej, mislim, da se je pomirila, da je dobila nekaj spodbudnega, in tako da sem pa recimo glede na, a veste, 16 let solej izkušnje, ne, in predlagal sem ji, ker moža ni bilo doma, pa sem pa predlagal, ne, a on lahko naslednji dan, se pravi jutri zjutraj pokliče in je res poklical. Jaz sem vesel, ne. Tako da sem tudi z njim opravil razgovor, tudi njemu, pravi, jaz sem je že napravila in tako naprej in je bil dovzeten. Tako da recimo smo en tak primer rešili, jaz upam, da v zadovoljstvo, to bo zdaj čas v kratkem pokazal tedni, pa zlasti potem recimo meseci, a ne, bojo pokazali to, a ne, kar imamo že 16 let izkušenj, a ne. Ko zdravilo glukozamin pride, a veste, bolezen je, to je zdaj že napredovala bolezen, a ne. Ko ti po noči ne moreš spati, ko si zaradi recimo utrpel še boleč želodec in tako naprej, ko nekaj let to počneš, a ne, se pravi, se je hrustanec kar precej že stanjšal, a ne, in zdaj bolezen je napredovala in kaj zdaj v tem primeru? Ja, v tem primeru je treba biti malo potrpežljiv. Ta bolezen se ni samo recimo v tem konkretnem primeru pri gospodu se ni razvijala samo 10 let, a ne, tudi prej, a ne, ko še ni bilo nobenih znakov, se je to pač dogajalo, da se je hrustanec stanjšal, samo po toliko in toliko recimo letih, a ne, se pa začnejo prvi znaki, ne, ker on recimo je, to jaz zdaj sklepam, a ne, nisem se, vam priznam, se nisem pogovarjal, ampak izkušnje pravijo tako, a ne, da recimo preden te začne boleti, a ne, se pojavijo prvi znaki, ki so malo hecni, a ne, pokanje v sklepih, a ne, mislim, malo tako
premakneš roke, pa ti poka, ampak to je to. To so ti znanilci, da se je prevesilo in da se hrustanec polagoma po malem tanjša. Ne? No, tako da, mislim, hočem reči samo to in to se zgodi 10-15 let pred bolečino, a ne? In tako naprej. A ne? No, tako da, to je ta zgodba in jaz mislim, da smo zdaj bili kar dovolj konkretni, a ne. Izkušnje pa pravijo, da je treba to ponavljati. In recimo, evo, mi smo 16 let, ne, si predstavljate, 16 let recimo objavljamo v tiskanih medijih, tudi po radiju, pa takole tudi v oddajah razlagamo in tako naprej. In še vedno je veliko takih, a ne, ki jih nismo dosegli, a ne. Tako da je smiselno to ponavljati. Poleg tega pa so tudi informacije, ki so med nami, ki so pa drugačne, ne. No, se pa morda kar tu nadaljujeva, ne? Ja. Kako pa odgovarjate tistim, ki morda malo dvomijo v produkt? Ja, jaz vedno pravim, dober je, oziroma prav je in je to nekaj normalnega, da če nekaj ne poznaš, ne, z ozirom na take splošne izkušnje, ki so, a ne, da se želiš prepričati, a ne. Tukaj, ko recimo se omeni glukozamin in če se pojavi dvom, potem prva stvar je to, kar sem pa že povedal, a ne. Treba je takoj se recimo pozanimati, kakšen glukozamin imate v mislih, a ne. A vi veste, da je glukozamin lahko zdravilo in da je lahko prehransko dopolnilo. In verjemite mi, a ne, na sceni, a ne, po številu recimo teh brendov, ne, to se pravi vrst glukozaminov pa proizvajalcev, je nekajkrat več prehranskih dopolnil, veste. In je toliko seveda večja verjetnost, da se nekdo sreča z glukozaminom, ki je prehransko dopolnilo in potem zaide v to in se mu potem čez čas, ko sliši recimo, da en govori o zdravilu glukozamin, porodijo dvomi. Jaz sem imel glukozamin, pa ni bilo, ne, kaj zdaj, a ne. No, tako da, to je to. Poleg tega pa, zdaj, mi smo že 16 let, to se tudi pozna, jaz moram reči, no, da je zdravilo glukozamin vendarle, a ne, uspešnica, da je, bom tako rekel, pridobilo domovinski status v Sloveniji, da se ga tudi kar v dobršni meri vendarle tudi pozna, a ne. In zdaj, ko nekdo dvomi, kot ste vprašala, a ne, se pravi, naslednja stvar je ta, ne, da poizveduje, da se prepriča. In jaz moram reči, no, da zdaj ta krog, s katerim mi prihajamo v kontakt, pa s katerimi se pogovarjamo, pa ta krog, ki jih poznam, pa tudi, ko recimo kam pridem, pa slišim tudi to, a ne, ja, pazi, glukozamin mora biti zdravilo. In ko to slišim, a veste, da mi je res v zadovoljstvo, ker potem vidimo, a ne, da ni zastonj to, kar pripovedujemo, a ne. In dobršen del ljudi vendarle ve, a ne, da če gre za obrabo hrustanca, če gre za osteoartrozo in ko je govora o glukozaminu, da je treba tukaj paziti, a ne, in se odločati za zdravilo glukozamin, a ne. Se pravi, če povzameva, ja, gre pravzaprav za to, da morajo biti posamezniki dovolj ozaveščeni o tem. Tako je. In da ni druge, kot da v lekarni povprašajo po zdravilu glukozamin. Ja, in jaz zdaj recimo tudi pričakujem, ne, da v lekarni, in se to tudi dogaja, mislim,
moram povedati, kolikor je dejansko stanje. Tudi magistri rečejo, to je zdravilo, predlagamo vam to. Ne. Tako da se dogaja. Ne. Odlično. Torej, prvi del so zelo optimistično zaključila. Ja. Po kratkem predahu se vrneva in zaupali mi boste, kaj vam je še gospa v tem telefonskem klicu zaupala. Okay. Vrneva se čez nekaj trenutkov, ostanite, kjer ste. Dobrodošli nazaj. Moj gost je še vedno dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš in če imate zanj kakšno vprašanje, ga lahko naslovite na izpisano telefonsko številko po oddaji oziroma kadarkoli med delavniki v delovnem času vam je na voljo za svetovalne nasvete. Zelo ponosni so na svetovalno dejavnost in prepričani smo, da bodo tudi za vas našli kakšno ustrezno rešitev. Dr. Krstič, že v prvem delu oddaje sva se pogovarjala o zanimivem klicu, ki ste ga prejeli ta teden. In bova kar nadaljevala. Ne? Namreč vaša stranka, sogovornica je omenila tudi, da je bila prepričana, da se osteoartrozo da zdraviti s prehrano ali pa s protibolečinskimi tabletami. Kje boste začeli? Oboje. Protibolečinske tablete smo že obdelali, ne? Ampak ona je tudi dobila informacije, ki smo jih preverili, smo šli potem tudi brskati v nekatere revije, zdaj ne bom konkretiziral, kje pa, kako in tako, ampak verjemite mi, da se ne izmišljujem, sem šel konkretno gledati najprej na internet in potem preko interneta v živo v revijo in dejansko je bil naslov. Ne. Artritis je ozdravljiv, je bil naslov. Artritis je ozdravljiv. In potem pa ves članek samo na to vižo, da z prehrano, pa brez, tudi se ni omenjal pač glukozamin, nič, a ne, samo da z hrano, da se da ozdraviti, se ne zmišljujem, veste, res se ne zmišljujem, ampak je pisalo tako, da se z prehrano da ozdraviti artritis. Ne. To je zdaj informacija, ki je res, tako bom diplomatsko govoril, je premalo verodostojna. Ne? Je premalo verodostojna. Ne? Na prehrano je treba seveda paziti. Jaz sem res zagovornik ekološke, zdrave, uravnotežene, pestre, redne prehrane in tako naprej. Vseh teh sodobnih označb, ki jih zdaj imamo za prehrano in tudi sam tako živim in se trudim v tej smeri, samo mislim, da bi pa zdaj recimo govorili, prvič recimo to, če se reče artritis je ozdravljiv. To ni res. Tudi ko jemljemo zdravilo glukozamin, to ni res, a veste. Artritis je kronična bolezen, to pomeni, da je to trajna bolezen, in da je v telesu, ko se pojavi do konca, da je to doživljenjsko zdravstveno stanje, pač, ampak kaj pa zdravilo tukaj počne? Zdravilo bolezen obvlada, zdravilo bolezni ne uniči, zdravilo bolezen obvlada. In jo po domače potunka in ti sicer imaš artritis v sebi, imaš bolezen, samo ker jemlješ ustrezno zdravilo, živiš tako, kot da bolezni ne bi bilo. Se pravi, bolezni nismo odpravili, nismo jo uničili, nismo se ozdravili, kot se recimo to v enem takem laičnem razumevanju pove, ampak smo bolezen obvladali. In to je tisto, kar je ključno za razumevanje. Bolezen mi z zdravilom glukozamin obvladamo, z hrano pa lepo prosim, ne gre. Mi z hrano, jaz vam bom kratko odkrit povedal, to je pravilo, seveda hočemo imeti ustrezno, prilagojeno prehrano in tako naprej, ampak samo z hrano mi nobene bolezni ne moremo obvladati. Je ne moremo premagati, zato imamo zdravila. Zdravila imamo.
zdravila imamo in potem s pomočjo teh zdravil in s pomočjo ustrezne prehrane dosegamo tiste pač rezultate, ki so nam v prid, ki nam omogočijo to, da bolezen obvladamo in da zdravo živimo. Tako da, mislim, še enkrat ponavljam, samo z hrano bolezni ne moremo niti obvladati, kaj šele, da bi jo ozdravili. Govorim recimo konkretno zdaj za ta artritis, in gospa je tudi rekla, ja, vse mogoče smo počeli, vse mogoče smo jemali in tako naprej, ampak na koncu vidite, kaj smo doživeli, to, kar sem vam povedala. Po 10 letih so doživeli to, da je stanje postalo res zelo problematično, boleče, tudi ponoči ni bilo dovolj spanca in tako naprej. No, tako da, kar se tiče prehrane, je treba tudi postaviti stvari na svoje mesto. Postaviti stvari na svoje mesto. Lepo prosim. Pa tudi, recimo, prehransko dopolnilo glukozamin. Že tu smo tudi rekli, da ne more zdraviti. To je spet isto, kar govorim sicer. Z prehrano ne moramo reči, zdajle bomo pa artritis pozdravili. Ne gre. Res ne gre. In recimo ena prispodoba, preden sem prišel na oddajo, mi je prišla v spomin, pa mislim, da bo kar vzdržala. To je isto, kot če bi rekli v eni bolnišnici, ja, mi bomo zdajle samo s prehrano, pa ne rabimo zdravil. A vidite? Ne gre, ne gre. In tukaj je tudi, mislim, podobna zadeva. Tako da, jaz sem šel malo na internet brskati, in res je takih namigov, pa ne samo namigov, tudi konkretnih napotkov, kar nekaj, kar nekaj. Jaz moram reči, da sem našel, pa to recimo lahko gre nekdo tudi poiskat, pa boste recimo artritis in prehrana, potem recimo, kaj sem našel? Ja, svetujejo jogurt, da bo v tem terapevtskem smislu, pa kefir, pa rjavi riž, in tako naprej. Mislim, vsega mogočega je, tako da res je treba biti nekako previden, tako kot vi pravite, dvomiti. In zdaj zaradi takih informacij verjetno tudi mi, ko se trudimo predstaviti verodostojno pa resnično stanje, imamo probleme, ampak se pravim, v redu, prav, bomo se pač potrudili pa pojasnjevali in tako naprej. Samo še enkrat ponavljam, da bi samo z prehrano torej zdravili artritis, to ne gre, še manj pa, da bi ga ozdravili, ampak se moramo zdaj spet vrniti k tistemu, kar smo povedali v prvi polovici oddaje. Ko imamo bolezen, pa ko imamo zdravilo proti tej bolezni prav direktno, potem to dvoje res spada skupaj, res spada skupaj. Seveda pa moramo tudi jesti, kako? Ja, najbolj kvalitetno, kar se da, najbolj prilagojeno, kar se da. To je vse, več ali manj, mislim, se da to urediti, samo ne pa pri tem pustiti zdravilo, konkretno zdaj govorimo o artritisu, ne pozabiti na zdravilo glukozamin, ker mi smo že večkrat povedali, to je edino zdravilo, ki popravlja obrabljen hrustanc. In imamo od zadaj cel kup mislim, takih priporočil, strokovnih potrditev strani inštitucij, strani vrhunskih inštitucij, Svetovna zdravstvena, Svetovni center za bolezni gibal, potem recimo nekatera združenja so izdelala doktrino za to in tako dalje in tako naprej. Najbolj bistvena pa je seveda praksa. Mi tudi v slovenski praksi smo zdaj v 16 letih to prinesli na pladnju, in se vidi in se ve, mislim,
Na vse zadnje smo tudi, se spomnite tukaj, tudi že povedali, da smo uspeli izdati v teh letih, v teh 16 letih smo uspeli izdati 6 knjig o uspešnem zdravljenju osteoartroze z zdravilom glukozamin in to je to, a ne. Tako da se mi pa zdi, da moramo omeniti še eno stvar, ne? In sicer nekateri odjemalci oziroma nekateri ljudje, ki se soočajo s temi težavami, potem v vaših pogovorih celo zamahnejo z roko pa rečejo, smo slišali, da je pravzaprav za nas že čisto prepozno, ne? Se s tem ne bomo več ubadali, bomo šli pač na operacijo, če je potrebno, ne? Kako odgovarjate takim? Ja. Ja, res je. To je, tega ni malo, moram reči, da ni malo, recimo takšnega, hočem reči zdajle, takšne udaje v usodo, ne. Zdaj pa, recimo, da ko nekdo sliši, a ne, da glukozamin, recimo, da nima učinka, recimo, kar smo rekli, zdaj smo dokazovali, da so to, mislim, drugačne stvari, ampak recimo, ko nekoga, ki je recimo strokovnjak, pa ko od njega sliši, a ne, da glukozamin tako, da tukaj ni kakšnega posebnega efekta, a ne. Seveda potem, ko pride domov, a ne, in ko recimo sliši, recimo, ko recimo, ali pa če dobi naš prospekt, ali pa če recimo vidi naš oglas, a ne, zdaj, ko gleda oddajo, tukaj se pogovarjamo in majčkeno širše prikažemo, tukaj zdaj ne moš kar tako zamahniti z roko, ampak ko recimo dobi ene take signale, kot češ poskuste zdravilo glukozamin, zaradi tistih pač informacij, ki jih je prejel, a ne, zamahne z roko, pa si misli, ja, sej zame je pa že prepozno. Zame je pa že prepozno. In ljudje potem ne, vržejo puško v koruzo, ne, kot češ, sej ni pomoči, ne, tako je in tako dalje in tako naprej. Samo zdaj mi moramo spet povedati, mislim, kaj je na stvari. Dejansko se da, tudi ko so recimo napredovale oblike obrabe hrustanca, se da pomagati. Mi imamo takšne primere. Mi smo take primere obiskovali na domu in tudi imamo v teh knjigah objavljene. Mi imamo tudi 90-letnike, ki so bili na vozičku, na berglah in potem, ko je prišel na operacijo, je prišel brez vsega. Glukozamin je pomagal glukozamin in to imamo dokumentirano, to je tudi registrirano v regionalni bolnišnici in tako naprej. Taki primeri so, a ne, in zdaj recimo, to je recimo, ko se pogovarjamo samo o enem sklepu, se pogovarjamo recimo o kolenu, en tak primer smo tudi tukaj predstavljali, ampak zdaj je dovolj samo, če ga omenimo, ampak kaj je še razsežnost, a ne, jemanja zdravila glukozamin v takšnem primeru. Razsežnost je ta, da s tem istim glukozaminom, poleg na ta razbolen sklep, ki ga lahko popravimo, tudi če je v napredovali obliki, vplivamo in prispevamo, da si opomorejo tudi vsi ostali sklepi v organizmu, ne. Tudi drugo koleno, recimo, ne, pomagamo, ne, da se recimo v tej smeri, kot je ta sklep, ki je bolan, da se v tej smeri ne začne dogajati torej bolezen tudi v drugem kolenu. Ne. In to je to, ne. Mislim, to je tista zadeva, ne, ki je pri vsem skupaj pomembna. Ne. In zdaj, torej, jaz predlagam, ne, da
si mal nalijemo optimizma, a ne, in da tudi, če je težko, a ne, da recimo ta primer, ki smo ga na začetku navajali, ko je pač gospa klicala za moža, če je taka priložnost, naredite to. Ali pa obratno, če pri gospe to, pa ima mož takšno možnost, naredite, poskusite, zanimajte se, ker imamo rezultate, ko se te stvari res dajo v velikem številu fajn popraviti in se da lepo in kvalitetno potem živeti tisti preostanek življenja v tretjem življenjskem obdobju, ki ga seveda vsi zaslužimo. Dajva lepo prosim še malenkost povedati, kako se ga pravzaprav jemlje. Kako se glukozamin pravilno jemlje, na koliko časa je to jemanje vse do konca življenja, zakaj pravzaprav in tako naprej. Hvala za to vprašanje. To je tudi večna zadeva, ki je pomembna, da se jo ponavlja. Prvič recimo je en dejavnik, ki na vse skupaj vpliva, tak refleksni dejavnik, veste. Pri bolečinah v sklepih so se ljudje naučili jemanja, zdaj govorim recimo za desetletja nazaj, so se naučili jemanja v kurah. Se pravi, jemlješ določeno obdobje in potem prenehaš. No, tukaj pri zdravilu glukozamin, s katerim zdravimo trajno, kronično bolezen, ki se jo iz telesa ven spraviti ne da, je najprej potreben ta premislek. Zdravilo, ta učinkovina, ki je v telesu primanjkuje, je potrebno jemati redno, trajno in brez prekinitev in pravimo vseživljenjsko. Zakaj? Zato, ker je bolezen kronična, trajna in se iz telesa ven spraviti ne da. Ko zdravilo pride in ko deluje in ko recimo dosežemo z rednim jemanjem to, da zdravilo v nekaj tednih bolezen potunka, potem, ko ga jemlješ naprej, ko ga dovajaš naprej, zdravilo še naprej drži, recimo, če tako rečem, bolezen pod vodo, in bolezen ne more nagajati. Zdravilo jo je potunkalo. In zdaj pa, so tudi taki primeri, a veste, vse to je, mislim, se da razumeti. Recimo, jemlješ 3 leta zdravilo glukozamin, pa si v redu, potem pa začneš kratek mečkan tako, malo ti nagajati, pa zakaj bi ti to jemal, vse je v redu, vse si v redu, vse si že nekaj let v redu, to je zdaj že tako vse tam mirno v tvojem kolenu in tako naprej. In potem, ko se pa zdravilo neha jemati, se pa zgodi, zdravila ni, bolezen je še zmeraj noter in bolezen se dvigne in začne nagajati. Tako da nekateri so to naredili in se prepričali, da je temu res tako. Naš predlog je seveda ta, dajte, poskusite verjeti, pa jemljite redno in trajno brez prekinitev. Ker še eno stvar smo opazili, ki zdaj govori v prid, da ne gremo v prekinitev. Zanimivo je to, da ko recimo nekdo nekaj časa jemlje glukozamin, nekaj časa, nekaj let recimo, in potem, kot smo opisovali, pač preneha, se mu bolezen vrne, ampak glej ga, ko se mu vrne, je kar v težji obliki. V težji obliki. In to se dejansko dogaja. In potem recimo včasih jaz se spomnim takih klicev, kaj zdaj? Zakaj je meni slabše, kot takrat, preden sem začel jemati zdravilo glukozamina? Ljudje so jezni, prvič, ker se mi je bolezen vrnila, še bolj pa, ker je ta bolezen zdaj težja, kot je bila prej, in tako naprej. In zdaj seveda mi, mislim, najprej to sprejmemo, vse te komentarje, seveda, kaj,
nimaš kaj, ne. Človek ima pravico povedati vse, kar ima v mislih in tako dalje, samo potem rečemo nazaj. Vse smo vam predlagali, da ne prekinjate. Ja, pa zakaj bolezen težja, a ne? Se rekel, to je pa se tudi da razumeti. Da se razumeti zaradi tega, ker ste vi v teh 3, 4, 5 letih pač se postarali. Namesto 71 ste stari 75 let in v teh 75 letih je narava naredila svoje. Vaša tkiva niso več tako odporna, kot so bila prej, vaš imunski sistem ni tako pač pri moči, kot je bil pred 3-4 leti, in ko se je bolezen vrnila, ker so tkiva manj odporna, so vam naredili več škode. In to potem, mislim, prav slišiš, kako se to sprejema in kako človek nabira izkušnje in potem se odloči, da bo potem res za naprej jemal redno, trajno in neprekinjeno. In kako se jemlje? Jemlje se 3 kapsule tega, no še enkrat ga malo prikličimo v oddajo, to je ta Glukozamin Pharma Nord, bele kapsule so noter. Te kapsule se jemljajo 3-krat po 1 na dan ali vse 3 hkrati. To smo tudi že povedali, ne? Pa je prav, če še enkrat obrazložimo za tiste, ki nas mogoče gledajo prvič, zakaj je proizvajalec obdržal 3 kapsule. On bi lahko te 3 kapsule v malo večjo kapsulo, pa bi vso vsebino iz 3 kapsul dal v eno in eni pravijo, ja, bi bili bolj komod, ko bi jemali 1 kapsulo na dan. Samo. Za glukozamin, a ne, za to zdravilo je znano, veste, torej zdravilo ima, pravimo, svojo farmakodinamiko, ima svoj način delovanja, ne. In za glukozamin je značilno, ko pride, v 8 urah svoje naredi. V 8 urah, ne, v 8 urah, ne. In se pravi, 3x8 je pa 24, ne, se pravi, na toliko časa je treba pač tudi ta glukozamin jemati, ga razporediti na 3 jemanja v enem dnevu, ker boš takrat od njega imel največ, ne. In tudi, ko so v Pharma Nord na Danskem zdravilo razvijali, so dobili zahtevek, čisto konkretno, pač uradno, ne direktno, ne, hočemo obdržati največji znani učinek glukozamina, hočemo ga imeti, ne. Ampak to pomeni, da je bilo treba iti v 3 kapsule in se je Pharma Nord odločil in mislim, da so se prav odločili, ne. Zdaj pa življenje je življenje, ima izjeme, tako kot vedno in povsod, ne. In zdaj, katere so izjeme, ne. Nekateri imajo probleme, ne, vse se strinjate, nekateri imajo probleme, da bi recimo zjutraj, opoldne in zvečer vsak dan redno jemali to zdravilo. Imajo pač probleme. Stara mama, stara ata je lahko pozabljiv, ne vem, toliko in toliko let, proti 90 in gre, pa še malo čez je lahko, ker danes ni nobena posebnost. In potem se pride do pozabljivosti, a ne, in so problemi tu. Tako da v teh primerih, no pa ne samo pri visoki starosti, tudi recimo lahko je nekdo v cvetu svoje življenjske energije, najbolj pri moči, najbolj vpliven, recimo gospod direktor ali pa generalni direktor, ne? Ampak ko on ima sestanek ob 12, ko ne bi to kapsulo vzel, je izjemno velika možnost, se strinjate, da bo on to pozabil, a ne, pač. Tako da tudi v teh primerih, a ne, svetujemo, da se te 3 kapsule povežejo, da se jemljajo vse 3 hkrati v dopoldanskem času in potem imaš mir za 24 ur, ker je bolje, da recimo imaš za nekaj odstotkov, pravimo 6-7%, imaš manj učinka, ko vzameš vse skupaj, kot pa če bi jih jemal ločeno, a ne. Ampak je boljše recimo iti v to, da imaš, če imaš probleme pri rednem jemanju, je boljše iti v to, da zgubiš 6-7%, kot pa da zgubiš 1 kapsulo, to je pa takoj 30-40%, a ne. In tukaj je potem ta presoja, da v teh primerih to tudi magistri vedo in to se tudi dogaja, mi smo to tudi že. In tudi piše na samem navodilu, tukaj recimo konkretno na nalepki, kako se jemlje, a ne. 3-krat po 1 kapsulo na dan ali vse kapsule hkrati v enem jemanju.
Tako Ker naj čas zelo priganja, Aha. samo še tale informacija mogoče za vse. Vi ste našli eno zelo dobro rešitev za vse tiste, ki morda razmišljajo in pomišljajo zaradi finančnih razlogov. Ja. Tako je. Cene so načeloma za zdravilo glukozamin, seveda govorimo, cene so v celoti tako gledano vendarle vzdržne. So pa tudi cene različne. Cene so različne. Lahko so od 17 pa do 21 evrov. Zdaj si predstavljam in se strinjamo, da še zmeraj so nekateri v takšnih razmerah, ko jim je ta razlika pomembna. In mi smo, konkretno govorim za Mic Mengeš, imamo možnost, da nekdo dobi torej po tej ceni 17 evrov po povzetju, ko naroči 3 škatle. In tukaj, veste, recimo ta razlika 4 evre, a ne, to če malo preračunavaš, to ti pride potem, da 3 mesece, ko dobiš to nižjo ceno, če bi jemal po 21, potem 3 mesece lahko imaš jemanje zastonj. Seveda v tem primeru predlagam, da se nas pokliče in bomo mi to uredili in bodo pač tisti, ki se bodo odločili za to, prejemali iz ene lekarne po povzetju, ker glukozamin, kot rečeno, glukozamin Farmanord je zdravilo in kot zdravilo mora priti med ljudi samo iz lekarn in še iz nekaterih specializiranih trgovin, ki lahko imajo zdravila. Prav, hvala lepa tudi tokrat. Tudi vam hvala. In hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali v najini družbi. Upam, da ste dobili kakšen koristen nasvet, sicer pa je tukaj še vedno obstoječa telefonska številka izpisana na malem zaslonu, kamor lahko jutri v dopoldanskih urah pokličete še za kakšno informacijo več. Lahko noč.